Pozdravljeni v novem Q&A-ju. Bom kar začel z vprašanjem gledalke. Bi lahko bolj podrobno razložili paralizo zaradi analize? Že nekaj let večino prostega časa namenim prebiranju vsebin o osebni rasti. Iz tega si potem delam zapiske in načrte. Ves čas me spremlja strah, da če tega ne bom počela, bo moje življenje razpadlo. Poleg tega pa sem ugotovila, da je ravno ta analiza postala moj smisel življenja. Samo življenje pa drugo kolo, ki se nikamor ne premakne. Ko o tem razmišljam, me pripravlja ogromen strah, negotovost, panika. Če poskusim zamenjati vlogi, da je najprej življenje, kar sem spoznala šele včeraj, vsebine za osebno rast pa le orodje, da se v življenju bolje znajdem, se počutim, kot da me nekdo postavi v nov prostor. Vse mi je tuje, zmedena sem in ne znajdem se in čutim kaos, ki je verjetno resnica, ki sem se ji končno nehala izmikati in se mi dala pozornost. Ves čas me vleče nazaj v analizo. Če ima še kdo tak problem, kot sem jaz, bi mu boljše razumevanje prišlo zelo prav. Jaz namreč čutim veliko nemoč. Vprašanje je zelo pogosto in vsak od nas se vsaj včasih zatakne v paralizo zaradi analize, ki pa v bistvu, če gledam iz AIQ vidika, je v bistvu način, kako preprečiti dejanje, kako zmanjšati verjetnost, da dejanje storimo in se s tem ne potrebujemo soočiti z rezultatom tega dejanja ali pa s posledicami tega dejanja. Paraliza zaradi analize je v bistvu podobno stanje, kot ko recimo vas pri AIQ vaji začne močno mravljinčiti, srbeti, skeleti, vas začne zebsti, vam postane zelo vroče, se vam začne kolcati, kašljati, dobite poln nos, se začne vrteti, vam postane slabo, vas pritisne na strnišče. To so samo eni od reakcij, ki jih v bistvu izvajalci AIQ vaj, sploh na programih, ki je učinek še močnejši, pokažejo zaradi tega, da grejo v pretirano analizo sebe in grejo zaradi tega v paralizo. Se pravi, v telesu se jim ustvari določeno stanje, ki jih v bistvu zmoti ali pa ki jim preprečuje, da bi skozi izvajanje vaje šli skozi analizo prišli in da bi skozi analizo prišli do določenega sklepa in ta sklep bi jim omogočil določeno spoznanje, to spoznanje bi jim pa omogočilo določeno spremembo in določen napredek. Paraliza zaradi analize v bistvu nastane v praksi zaradi tega, ker pride do prevelikega razkoraka pa prevelike ločenosti med umom in telesom in med tem, kako delujemo v zavesti in kako čutimo oziroma zaznavamo sebe in okolje. In pojavi se, ko ali pa zavest vzame preveč prostora in začne zamenjevati dejansko gibanje, se pravi dejanja, z mislijo o gibanju oziroma, lahko bi rekli, mogoče celo virtualnim navideznim gibanjem. Podobno je, kot bi vozili avto v resnici ali pa recimo vozili avto v videoigri, ker so seveda posledice napak bistveno manjše oziroma jih v resnici ta pravih napak skoraj da ni, medtem ko recimo je odgovornost, ki jo ima šofer avtomobila v realnem življenju, bistveno večja in seveda je tudi kazensko in pravno odgovoren za svoje dejanje oziroma če njegovo dejanje povzroči določen problem. In tudi ta nezmožnost ali pa strah pred prevzemanjem odgovornosti za svoje dejanja ogromno ljudi paralizira zaradi tega, da ne morejo se premakniti, da ne morejo iti naprej, da ne morejo recimo iti delati izpit za avto ali pa prevzeti kakšno drugo odgovornost. In seveda, ker vsak sovraži paralizo, ker je tudi popolnoma logično, zaradi tega, ker je to stanje, kjer postanemo dejansko neživi oziroma zmanjšamo svojo živost na minimum,
je potrebno potem nekako to paralizo opravičiti, dati nek razlog, dati nek smisel, in zaradi tega, ker se ker ko damo nekem dejanju smisel, potem lahko seveda ustvarimo močnejšo iluzijo in samo prepričevanje, da imamo dober razlog, da smo v paralizi, oziroma ker analiziramo, niti nimamo v bistvu občutka, da smo paralizirani, ampak to paralizo zamenjamo zaradi analize, z analizo, in seveda ta analiza potem ne vodi v sklep, v izvedbo in spremembo, kar bi bila primerna uporaba analize. V takem primeru pa izrabljamo ali zlorabljamo analizo zaradi tega, da opravičujemo in preprečujemo, da ne naredimo dejanja. Običajno se najbolj to opazi pri ljudeh, ki imajo, recimo temu, močno razvitega notranjega otroka, in čeprav so na zunaj odrasli, imajo noter v svoji notranjosti nerazvit del ali pa del sebe, ki je, recimo temu, tako bistveno mlajši kot njihova okolica. In seveda taka različna starost telesa oziroma te osebe kot celote povzroča šibkost ali pa pretiran odpor, pretirano nesigurnost, negotovost, ko oseba pride v določen pritisk, v situacijo, v kateri mora prevzeti odgovornost, izvesti določeno dejanje in se soočiti s posledicami tega dejanja, ki pa seveda zaradi tega, ker ima v sebi, recimo temu, notranjega otroka, ima s tem težavo, zaradi tega, ker je naravno stanje za majhnega otroka, da ne prevzema odgovornosti in da tudi v bistvu ni odgovorna za svoje dejanja, ampak odgovorna za njegova dejanja prevzemajo njegovi starši. Seveda pa to ne pomeni, da dejanja majhen otrok ne more narediti, in morajo seveda tudi starši sami poskrbeti, da njegova dejanja, dejanja otroka ne naredijo škode njemu ali drugim. Seveda, in če starši sami niso taki, da ne znajo dobro predvideti posledic svojih dejanj ali pa da izvajajo dejanja, zaradi katerih so v škodi ali v stiski ali v negotovosti ali v nemoči drugi ljudje, ali pa recimo ta otrok, ki je odvisen od staršev, seveda ta otrok dobi strah pred dejanji, pretirano se boji posledic svojega dejanja in ta nemoč, katere je bil deležen v otroštvu, postane kronična in jo prenese v nemoč, da bi naredil nekaj, da bi vplival na nekaj, da bi dejanje izvedel, in se vede dejansko kot otrok, čeprav bi mogel se vesti kot odrasel, in pride v močno paralizo, kar pa potem seveda upravičuje tudi na ta način, da gre v analizo. In dejansko gre za stanje, v katerem posameznik iz strahu pred napako in pretirano telesno reakcijo zaradi te možne napake ustvari močno napetost v telesu, dvigne jakost ali pa aktivacijo svojega iracionalnega dela, in ta pritisk iz trupa proti gor, proti glavi, tako močno spremeni pritisk v glavi, da v bistvu pride do paralize delovanja možganov, in možgani kot taki, sploh zavesten del, enostavno ne morejo ustvariti dovolj močnega držljaja za dejanje, za premik, da bi ta držljaj premagal zakrčenost zaradi močnega strahu pred izgubo kontrole ali pa pred neprijetnim občutkom, ki sledi dejanju, zaradi katerega bi lahko imela recimo ta oseba težave, da pretirano razmišlja, pretirano analizira, pretirano načrtuje, pretirano pripravlja in ne stopi v samo življenje, zaradi tega, ker življenje je v bistvu flow, se pravi je tekoče gibanje, ki je pogojeno s časom, čas se pa nikoli ne ustavi, in življenje kot tako konstantno zahteva, da sprejemamo odločitve, da se prilagajamo, da vplivamo na okolice in da v resnici pravzaprav nimamo popravnih izpitov,
čeprav lahko določene napake popravimo, dobimo ponovno priložnost, ampak še zmeraj smo recimo prvo ali pa drugo napako naredili in jo pa tudi, če jo popravljamo, ni enako, kot če ne bi nikoli naredili. Recimo medtem, ko recimo v igricah imaš možnost popravljati napake in lahko štartaš vedno znova, in v resnici vse, kar investiraš, je svoj čas. Tako da je zdravilo, v narekovajih, ali pa način, kako zmanjšati paralizo zaradi analize, pri AIQ-ju ta, da oseba skozi dvig čustvene zrelosti poveča sposobnost čutenja samega sebe, poveča sposobnost zaznavanja okolice, v kateri je, in seveda na ta način, ker viša čustveno zrelost in izboljšuje stik s telesom, povečuje aktivnost in uporabo svoje desne možganske polovice, ki pa zaradi tega bolje razume življenjske procese, se pravi življenjski flow, v katerem oseba živi, in potem to življenje ne postane več tako strašljivo, tako grozljivo, in oseba postopoma izgublja potrebo, da zamrzne življenje, in s tem ustvari iluzijo, da za njo življenje stoji, normalno za vse ostale okrog nje pa poteka, zaradi tega, ker ne glede na to, kako močen strah imamo mi, kako močno negotovost, kako močen odpor pred izgubo kontrole imamo in s tem poskušamo čas ustaviti in zamrzniti, ali ga pa vsaj upočasniti, realno čas gre dalje in mi ostajamo vedno bolj za časom in seveda več, ko smo za časom, več izkušenj izgubljamo, ki bi jih dobili, če bi živeli in delovali, in smo seveda vedno bolj neizkušeni in imamo seveda potem še večji strah pred dejanji in se ta analiza zaradi paralize samo še povečuje, in potem postane vse skupaj že kronično in se spremeni v obrambni sistem. Paraliza zaradi analize je običajno globoko zakoreninjeno stanje, ki nastane, ko posameznik iz strahu pred napako neprestano analizira, premišlja, zbira informacije in ne ukrepa. Dejansko iz AIQ vidika bi rekli, da ima močno motorno amnezijo ali pa celo motorno odtujitev in osnoven predpogoj za tako stanje pa je mišična zakrčenost, izguba povezave med telesom in zavestjo in seveda tudi zaradi tega izguba vpliva zavesti na telo, ki zaradi tega je lažje v paralizi, ki jo upravičuje za analizo, ampak skozi pravilno uporabo AIQ pristopa lahko oseba zmanjša to zakrčenost v telesu in manj, ko je zakrčena v telesu, manj je strah, manj je paralizirana in analizo začne vedno bolj uporabljati, ne pa izrabljati ali zlorabljati, in jo začne uporabljati zato, da preanalizira, kaj se dogaja, kako je, kje je, kakšen je njegov vpliv na okolico, kak okolica vpliva na njega in kaj bi bilo najpametneje narediti, če želi spremeniti odnose, če želi spremeniti vpliv, in bolj, ko zna analizirati in opaziti dejansko stanje, hkrati pa zaradi analize ne iti v paralizo, potem lahko rezultate analize spremeni v dejanje, in ko gre v dejanje in se je sposobno zaradi višje čustvene zrelosti tudi soočiti s posledicami svojih dejanj, je vedno manj razlogov, da bi bil v paralizi, ampak začne živeti. In s tem, skozi uporabo AIQ metode, postopoma stopi, zmanjša ločenost med zavestjo in telesom, in bolj, ko zavest začne čutiti njegovo telo ali pa naše telo, bolj se življenje, ki je prej obstalo zaradi strahu pred biti živ, znova začne premikati. In ne seveda s polno gotovostjo, ker za to je potrebno veliko let tega dela, plus tega popolna gotovost ni nikoli možna, ampak se ustvari dovolj dober občutek za to, kaj smo, kdo smo in kako smo, da lahko naredimo naslednji korak. In ta naslednji korak je v bistvu tisto, kar preprečuje paralizo. Hvala lepa.